predsednik vlade, gospod Marjan Šarec. Lepo pozdravljeni. Po današnji seji vlade, nekoliko daljša seja je bila, smo imeli več pomembnih tem. Ko smo 13. septembra prevzeli vlado Republike Slovenije, ko smo se postavili na svoje pozicije, nas je na mizi čakalo kar nekaj problemov. Problemov, ki so se reševali že prej, nas pa so pričakali v vsej svoji brutalnosti, se pravi, imeli smo na mizi odprte stavkovne zahteve sindikatov, potem se je bilo treba dogovoriti z občinami, pred nami je dvig minimalne plače, ki ga moramo izpeljati oziroma smo si ga zadali, kar pa je tudi zelo pomembno, je tudi predsedovanje Evropski uniji. No, danes smo sprejeli sklep, da predsedovanje Evropski uniji prevzame Igor Malyi, vodenje predsedovanja oziroma pripravo projekta. Igor Malyi, ki je zaposlen v kabinetu predsednika vlade. Skratka, proces teče. Tukaj bomo vložili maksimalne napore, da predsedovanje izpeljemo oziroma da se na predsedovanje pripravimo v polni meri. Potem danes smo sprejeli soglasno tudi ZIPRS, se pravi Zakon o izvrševanju proračuna. Moram pa reči, da po teh 2 mesecih vlade Republike Slovenije v tej sestavi smo zaprli kar nekaj pomembnih poglavij, se pravi, zapiramo pogajanja s sindikati. Če tega ne bi storili, bi šlo vse svojo pot, finance bi se v vsakem primeru sprostile, imeli bi stavke, skratka, bil bi kaos in na koncu bi znalo to državo stati še veliko več. Potem drugi uspeh te vlade, ki smo ga dosegli skupaj s predstavniki občin, je dogovor o višini povprečnine. Tudi to je izjemnega pomena za predvsem nadaljnje sodelovanje. Predvsem smo pokazali, da so občine in vlada Republike Slovenije partnerji, ne da se jih jemlje kot nebodiga treba. Kot sem rekel, v pripravi oziroma v državnem zboru je zakon o minimalni plači. In pa seveda vlada je danes sklenila, da bo poslala v državni zbor seveda tudi predlog za vpis znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije. Mislim, da si znakovni jezik zasluži, da je vpisan tudi v Ustavo. Če smo zapisali pitno vodo, potem je tudi jezik kot temeljna prvina človeka si zasluži biti vpisan v Ustavo. To imajo narejeno tudi že nekatere sosednje države, pa še nekatere druge. Sestal sem se z vodstvom društva in predstavili so mi problematiko, tako da sem jim obljubil, da bom nemudoma tako osebno, kot tudi na vlado predlagal sprejem tega predloga in da bo potem, ko bodo speljani vsi postopki, ko bo Ustavna komisija to predelala, da bo v državnem zboru tudi, verjamem, ta predlog dobil podporo. Kot sem rekel, pred nami so težke naloge, pred nami je še sprejem proračuna, ki ga bomo obravnavali, naslednje leto se bo to začelo, vendar se bodo pogovori začeli že zdaj. Mnogo ljudi meša Zakon o izvrševanju proračuna in sam proračun. Zakon o izvrševanju proračuna je tehnični dokument, ki omogoča, kot že ime pove, izvrševanje proračuna.
Tega smo sprejeli danes, čaka nas pa še veliko napora, glede na to, da smo bili tudi opozorjeni, kot ste tudi vi pisali in poročali, da smo bili opozorjeni, da moramo izvesti tudi strukturni napor. To pomeni, da denarja ni na pretek. Moje osebno mnenje je, da je sicer dobro, da omogočimo ljudem človeka vredno življenje in da ga moramo, vendar bodo morala ministrstva hkrati vložiti tudi napor in pripraviti tudi določene strukturne ukrepe, kajti eno brez drugega ne more funkcionirati. Če se dotaknem še tako pereče teme, v zadnjih dneh, se pravi upokojencev, zdaj trditi, da se samo ena stranka zavzema za upokojence, ostali pa ne, je precej pretenciozno. Mislim, da se vsi, ki sedimo v vladi Republike Slovenije, zavzemamo in se moramo zavzemati za vse skupine ljudi v Republiki Sloveniji. Kot predsednik vlade moram videti širšo sliko in ga ni nikogar, ki si ne bi želel izboljšati položaj tako upokojencev kot tudi drugih članov naše skupnosti, ki se ji reče Republika Slovenija. Zdaj, bilo je kar nekaj polemik v teh dneh, sicer ne z moje strani, bilo je nekaj nerodnosti pri dogovarjanju med dvema partnerjema. Moram pa reči, da trditi, da se samo ena stranka zavzema za upokojence, je malce pretirano. Mislim, da vse stranke, ki smo v vladi, moramo stremeti k temu, da bodo vsi državljanke in državljani živeli človeka dostojno življenje. Zato ne pristajam na takšne oznake in ne pristajam niti na to, ko bomo slišali v javnosti, da kako so eni hoteli izboljšati status upokojencev, pa drugi niso bili za. Ker mi v vsakem primeru s predlogom ministra za finance izboljšujemo status upokojencev, mi dvigujemo transferje, tako da ne drži trditev, da bi minister za finance ali sam bila tista, ki bi to preprečevala. Mislim, da ljudje znajo ločiti med objektivnim gledanjem in kakšnim drugačnim gledanjem. Tako da, če sklenem, vlada po dveh mesecih vendarle ima kaj pokazati, kolikor je pač v 2 mesecih to možno. Bomo pa počasi morali preiti od debat, kako zvišati neke transferje nekim takšnim, se pravi, tem ali onim skupinam, bomo morali preiti k debatam, kako zagnati stvari naprej. Mi imamo ogromne naloge, veliko dela nas čaka na področju infrastrukture, na področju, kot sem prej omenil, predsedovanja Evropski uniji, na področju tudi gospodarstva in tukaj moramo vložiti maksimalne napore. Če bomo tukaj uspešni, potem bo avtomatično denarja dovolj za vse. Tukaj pa seveda ob koncu mojega izvajanja ne morem niti mimo drugega tira. Navada je, in tisti, ki so nekoč vodili vlado, bi se morali tega zavedati, da zunanjo politiko usmerja ta minister za zunanje zadeve in predsednik vlade in da vsaka izjava, ki se jo da v javnosti, lahko sosede ali pa kogarkoli drugega tudi vznemiri. Zato bi bilo prav, da se
vlada najprej seznani z vsemi plusi, minusi projekta in potem vlada oziroma bodisi zunanji minister, bodisi predsednik vlade to skomunicira navzven. Zlasti, ko gre za občutljive odnose, ko gre za partnerske odnose, ki se tičejo gospodarstva, pa ne glede na to, ali se bo na koncu drugi tir gradil s pomočjo sosednje države ali katere druge, ali ga bomo zgradili sami. To ne prejudicira te odločitve, želim samo jasno in glasno povedati, da izjave posameznih ministrov v tako občutljivih temah niso primerne, dokler se z njimi ne seznani vlada. Predsednik vlade je najbolj odgovoren za vse, pobere tako dobro, pobere tako slabo in prav je, da je s temi zadevami seznanjen, tako kot bom tudi danes povedal, po tolikem času, če ste mogoče že malo pozabili, nekdanjo ministrico za finance Matejo Vraničar Erman, ki je zakon o nepremičninah lansirala v javnosti, ne da bi vedel to finančni minister, ne da bi to vedel jaz, in potem se je spet začel vihar v kozarcu vode, časopisi, takšni in drugačni mediji so takoj analizirali, kdo bo več izgubil, kdo bo več pridobil, ne da bi vlada Republike Slovenije sploh rekla besedico dve o tem. In če bo v tej vladi vsak delal po svoje, kakor se mu pač v tistem hipu zdi, če bo vsak uradnik določal glavne silnice te vlade, potem ne bomo prišli daleč. Zato se mi zdi, da so bile tudi menjave, ki smo jih opravili, primerne, vse menjave do zdaj, nikakor nismo menjali na pamet, vedno tam, kjer je bilo to potrebno in povsod tam, odgovorno, kakor tukaj stojim pred vami, trdim, da kjer smo opravili menjave, zdaj delo teče bolje. Veste, v tej državi tudi še kdo drug kaj ve, ne samo tisti, ki so že 20 let na enih in istih položajih. In kot državljana Republike Slovenije me moti, da so vedno samo eni in isti poklicani za neko delo, drugi naj bi pa to spremljali od strani in potem mogoče bili pripuščeni zraven, če je to potrebno. Zato sem prepričan, da v tem trenutku vlada deluje v polni sestavi, da je bilo na začetku nekaj organizacijskih težav, ki se izboljšujejo in če bomo vsi vložili napor, ki je potreben, potem bo prišel tudi uspeh. Hvala lepa. Vaše vprašanje, izvolite. Predsednik vlade, če lahko pojasnite, rekli ste, da je bil ZIPRS soglasno sprejet. V primeru, da danes ena stranka ne bi sprejela tega zakona, ki ga predlaga Ministrstvo za finance, bi še imeli koalicijo. Lahko pojasnite, kakšne besede ste namenili predvsem stranke Alenke Bratušek okolice, da? In pa pred časom ste dejali, govorim pa zdaj o proračunu, da če proračun ne bo sprejet, da greste lahko kar vsi domov in da bodo prišli drugi. Ali to še velja oziroma ali to že pomeni, da razmišljate, da bi vezali zaupnico na proračun, ko bo ta na mizi? No, proračun je temeljni dokument, brez proračuna ne moreš delati in normalno je, da če ga nimaš, potem nimaš kaj delati, ne? To je narava stvari, pa če jaz kaj rečem ali pa nič, ne? Seveda to še vedno velja, proračun bo treba zapreti, vemo, da imamo težave, da Bruselj tudi opozarja, da denarja v blagajni ni toliko, kot je bilo pričakovano, čeprav so nekateri, ko sem izbiral ministre, so bili nekateri zelo zaskrbljeni za fiskalno vzdržnost, potem so pa ravno tisti zapustili tak proračun, da bi se človek včasih lahko zjokal, pa še kakšno tožbo Evropske komisije so nam pridelali, v višini kakšnega milijona evrov pa tako naprej. To se nanaša naprej omenjene menjave, ne?
Tako da situacija ni lahka, situacija je zelo komplicirana in ni taka, da bi vsak skakal po svoje in razlagal naokoli, kako je v blagajni dovolj denarja in kako se pri 10 milijardah pa najde 100 milijonov kar tako. Jaz popolnoma zaupam ministru za finance. Minister za finance je strokovnjak, je pokazal v teh 2 mesecih veliko mero tudi pogajalskih sposobnosti in če mi minister za finance reče, da je tako, bom seveda prej verjel njemu, kot pa komu drugemu. Zato še enkrat ponavljam, če proračun drugo leto ne bo sprejet, potem pač ne bomo imeli kaj početi in bomo šli lahko domov. Vlada pa seveda mora biti toliko pametna, da bo pripravila predlog tak, ki ga bo seveda državni zbor tudi podprl. Bo pa državni zbor tudi moral biti razumen in vedeti, kje so omejitve, kje so še možnosti, pa tudi ministrstva bodo morala pogledati po svojih omarah, če je še kje kakšna stvar, ker doslej v 2 mesecih smo samo dobili predloge za višanje transferjev. Pa to ne leti samo na upokojence. Vsi, ki smo v vladi Republike Slovenije, vključno z mano, upokojence zelo spoštujemo, jim skušamo omogočiti čim lepše življenje, vemo, da so trdo delali vsa leta, je pa res, da se z njimi ne hvalimo, ker jih preveč spoštujemo in jih nimamo samo za 600 000 volivcev, ker pač hodijo voliti. SAB še ostala v koaliciji, če danes ne bi sprejela ZIPRS? Ja, niso kazali velikega namena oditi, kolikor vem. Sledi vprašanje financ, izvolite. Pozdravljeni, Petra Sovdat, Finance. Kakšen je zdaj dogovor glede upokojencev in v bistvu me zanima še, od kje boste vzeli denar in tako za povišanje mase plač za službence v javnem sektorju in za upokojence? Za menoj bo tukaj nastopil minister za finance, ki bo šel bolj v detajle in vam bo z veseljem vse pojasnil, tako da gospa Sovdat, verjamem, da mi tega ne boste zamerili, če ne bom zdajle, bo takoj prišel potem minister. Sledi vprašanje dela, izvolite. Gospod predsednik, če se vrnem k rebalansu, tam bodo potrebni določeni rezi, da bomo pač usklajeni. Zdaj seveda odločitev o tem, kje rezati, bo politična. Zdaj, kje vi vidite kot predsednik vlade, kje vi vidite možnost, da bi kaj prihranila? So to naložbe, subvencije, na katerih področjih boste vi kot predsednik vlade iskal prioritete za reze in prioritete za nekje za višanje izdatkov? Bilo bi zelo nekorektno, če bi na ministrstvih zdajle od mene iz medijev izvedeli, kje bomo rezali. Najprej se moramo z ministrstvi usesti, pogledati za zaprtimi vrati. Upam, da nam bo to uspelo, ker danes seveda kamere vabijo kot sirene mornarje včasih, se jim ne morejo upreti in potem kakšna stvar prehitro uide v javnost in so potem zapleti. Tako je bilo z obdavčitvami, tako je bilo z potem tudi nepremičninskim davkom, pa še čem. In potem so ljudje po nepotrebnem vznemirjeni. Tako da tudi vi, upam, ne boste zamerili, če vam zdajle ne bom konkretno postregel, ker me bodo potem seveda napadli oziroma se bodo počutili užaljene, če bodo izvedeli iz medijev na posameznih ministrstvih. Z ministrom za finance pa pripravljava razrez oziroma pregled, kje bi se to dalo. Je pa to, kot ste povedali, pravilno politična odločitev. Še zadnje vprašanje, izvolite. Hvala, seveda Nova televizija Slovenija. Omenili ste državni zbor, rekli ste, da bodo morali stranke razumeti, koliko je denarja, ampak tukaj se očitno odpira še fronta z Levico. Včeraj so dejali, da se želijo z vami še pogajati, želijo več socialnih transferjev v zameno za manj denarja za obrambo.
In pa še prosim komentar na napoved oziroma zahtevo za vložitev za referendum glede globalnega dogovora o migracijah. No, če začnem z zadnjega vprašanja, sej v tej stranki so referendumi postali tako kot tvitanje tudi vsakodnevno orožje za pač sproščanje negativne energije, tako da včasih smo imeli, ali pa kdo ima tisto, ko v pesti stiska, oni se pa pač sproščajo na ta način. Seveda pa referendumi tudi na take teme ne vem, koliko so smiselni, glede na to, da nismo imeli referenduma za Kjotski protokol, pa nismo imeli referenduma za druge takšne deklaracije, tudi za svet brez jedrskega orožja. Nismo še imeli referenduma, tako da ne vidim potrebe sedaj. Je pa to tako, seveda, vsak bo videl zadeve po svoje, sam pač vidim to tako. Kar se pa tiče Levice, ki ste jo omenili, zagotovo to sprejemam, da se bomo z njimi še pogovarjali, saj smo ves čas v dialogu. Kar se tiče obrambnih izdatkov, tukaj mislim, te dileme ni maslo ali topovi, to je že stara dilema. Kot veste, 8-kolesniki so trenutno na hladnem, to sem osebno zahteval, ker ne želim kupovati nečesa dražje, kot je to potrebno. Tukaj ima minister jasno nalogo, da pripravi analizo, da pripravi belo knjigo in pogleda nadaljne usmeritve. Kar se tiče nakupov, ki bodo izvedeni, bomo nakupili helikopterje, ki bodo pač izvajali tudi civilne naloge oziroma bodo vozili ponesrečence oziroma izvajali nujno medicinsko pomoč, pravilno rečeno. In pa seveda bomo namenili sredstva v kibernetsko obrambo. Se pravi, kibernetska obramba je praktično postala, kibernetsko področje je postalo novo področje vojskovanja, postala nova fronta, ki se je pa mi še premalo zavedamo in smo zelo šibki tukaj. Tako da bomo tja vlagali in seveda bomo vlagali tudi v področje zaščite in reševanja, ki tudi sodi pod obrambni resor, ker se nam to zdi nujno. Skratka, vse izdatke ali pa večino njih, ki jih bomo imeli, bomo poskušali razporediti tako, da bo imela tudi civilna sfera oziroma državljanke in državljani čim več od tega. To je moja usmeritev ministru in za njo tudi stojim. Kar se pa tiče bojnih bataljonskih skupin, je pa, kot sem rekel, najprej je treba videti, kaj je dražje, kaj je cenejše, da ne bo spet Karel Erjavec tisti minister, ki bo spet na mizi dobil nakup oklepnikov in se mu bo zgodovina ponovila. Se pravi, takrat je bilo tako, da ga je to pričakalo, danes bi ga lahko spet. Moja usmeritev je, kot sem rekel, da vendarle hitimo počasi. Tako, zahvaljujem se predsedniku vlade. Najlepša hvala. Lep dan. Dober dan. Minister za finance, izvolite. Vlada je danes obravnavala in sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 18 in 19, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Sprejela ga je soglasno in v celoti, torej v nespremenjeni obliki, kot ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Z tem dokumentom, ki je seveda prvi dokument v koraku, nadaljnjih korakov sprejemanja proračunskih dokumentov, kot veste, moramo sprejeti še rebalans 2019, je pa to ta dokument, ki kaže usmeritev in način, kako bomo delovali tudi v smeri priprave rebalansa 2019. Koalicijski vrh in se je zaobvezal, da bo proračun oziroma rebalans 2019
uravnotežen. To pomeni, da nadaljujemo z javnofinančno konsolidacijo in da bodo prihodki v tem rebalansu 2019 višji, kot bodo odhodki oziroma izdatki v tem letu, kar pomeni, da bo pozitivni saldo sektorja država. Drugi ukrep, s katerim smo se zavezali, je, ki sicer ni vezan direktno na ta ZIPRS, ampak v nadaljevanju priprave rebalansa 2019, da bomo nadaljevali z zmanjšanjem javnega dolga. V okviru ukrepov, ki so predvideni in ki imajo finančne posledice predloga zakona za državni proračun, bi izpostavil mogoče nekaj pomembnejših, in sicer je v ta ZIPRS vključena povprečnina za občine. Kot veste, je bil sklenjen dogovor, včeraj sem ga tudi podpisal z občinskim scenarij, torej predhodno je bil podpisano pismo v nameri, včeraj smo podpisali še dogovor po sprejetju tega pisma na vladi, ki predvideva, da bo višina povprečnine za občine v letu 2019 573,5 evra, kar pomeni dodatnih 32,5 milijonov sredstev za izvajanje zakonsko določenih razvojnih nalog slovenskih občin. Druga večja postavka v tem delu so pa seveda del, ki se nanaša na pokojnine. Naj uvodoma povem, da že v osnutku proračunskega načrta, ki je bil posredovan 15. oktobra v Bruselj, smo predvideli določene ukrepe. To so bili ukrepi, bom rekel, ki smo jih podedovali iz predhodnega obdobja, kjer niso bili sprejeti neki dodatni omejevalni ukrepi ali pa so se sprostila določena sidra in smo seveda pač v skladu z zakonskimi zahtevami te zadeve vključili. En ukrep, ki se nanaša v tistem osnutku proračunskega načrta, ki seveda ni enak kot stari proračun, da še enkrat, bom rekel, dopolnim to zadevo, ker ta dilema se še vedno pojavlja, je, da smo predvideli že v osnutku proračunskega načrta dodatnih 130 milijonov za redno usklajevanje, 2,5% usklajevanje pokojnin in sedaj skupno z 18 milijoni zaradi povečanega letnega dodatka za upokojence, k že predvidenim zadnja ocena za letne dodatke za 2018 je 122 milijonov, torej bo skupna številka 140 milijonov sredstev za letni dodatek ali pa regres za upokojence v letu 2019. Ravno tako smo z ZIPRS-om potrdili izredno usklajevanje pokojnin. Kot veste, v tem delu glede na gospodarsko rast je ta 1,5-odstotna in sicer smo to predvideli z decembrom 2019, torej ukrep bo začel veljati z decembrom 2019 in znaša 7 milijonov dodatnih sredstev izredne uskladitve pokojnin. Torej v dveh segmentih z redno 2,8-odstotno in izredno 1,5-odstotno, ta del z veljavnostjo decembra 2019 usklajujemo pokojnine. Dodatna sredstva 18 milijonov pa smo predvideli k 122 in to je 140 milijonom za letni regres. Torej, če to seštejemo, vidimo, da je številka visoka. Jaz mislim, da so si upokojenci to z minulim delom tudi zaslužili. Torej, njim ne dajemo, to so se oni na nek način z minulim delom tudi že zaslužili. Torej, v tem delu smo to skupino državljanov, če rečem upokojencev, jaz mislim, da ustrezno obravnavali in uredili to zadevo. Se pa seveda na vladi zavedamo, da so še številne druge skupine državljanov in državljank v tej državi in skušamo seveda poiskati rešitve, ki bodo primerne, ustrezne in seveda na drugi strani tudi skladne z javnofinančnimi zmožnostmi te države uredili v rebalansu 2019. Predsednik je pred mano že govoril o javnih uslužbencih, ravno tako je omenil občine. V nadaljevanju bi jaz mogoče samo povedal,
da smo v ZIPRS-u predvideli še 3 postavke za zmanjšanje, in sicer so 16 milijonov za neusklajevanje transferov posameznik in gospodinjstvo in 5 milijonov za neusklajevanje mej dohodkov. Tu pa gre v bistvu za indeksacijo, torej se v tem delu nič ne jemlje, samo povečalo se ne bo dodatno za stopnjo inflacije. Torej gre za 2 manjša ukrepa. Vlada se je po obsežni razpravi, predhodnih obravnavah, da rečem razpravah, srečanjih, seznanila z tem dokumentom koalicijski vrh in poslanske skupine pa tudi z, bom rekel, številnimi delovnimi verzijami. Saj nekatere so prišle ven, kot ste videli, in smo se potem uskladili za varianto, ki mislimo, da je tudi najbolj pravična v tem delu in ki usmerja, ki, bom rekel, zajema še druge skupine. Torej, vlada je v tem delu pokazala, da tako rečem, tudi ta socialni čut za vse kategorije prebivalstva. Kot rečeno, ZIPRS je prvi korak naprej. Čaka nas pa zdaj zelo zahtevno, dolgotrajno, verjetno tudi mukotrpno usklajevanje glede posameznih postavk proračuna, pravzaprav vseh 4 postavk proračuna. Kot veste, moramo to zadevo uskladiti oziroma jo imeti pozitivno na nivoju salda država, tako imenovani S13 saldo, ki zajema vse 4 blagajne javnega financiranja, poleg državne blagajne in občinskih blagajn tudi zdravstveno blagajno in upokojensko blagajno. Torej na tem nivoju moramo zagotoviti pozitivni saldo. Se bom vrnil nazaj na letni dodatek, sem pozabil omeniti, ta se bo izplačeval v 5 razredih, lahko jih tudi preberem. In sicer se izplača uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v naslednjih zneskih, in sicer tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku do 470 evrov in do 570 evrov, se letni dodatek izplača v višini 297, bom mogel pri prvem razredu začeti. Uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 470 evrov, se letni dodatek izplača v višini 437 evrov. Tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 470 do 570 evrov, se le-ta izplača v višini 297 evrov. Tisti, ki jo prejemajo v razponu med 570 in 670 evrov, se izplača v višini 237 evrov. Tisti, ki prejemajo pokojnino v razponu med 670 in 810 evrov, se ta izplača v višini 187 evrov. In tisti, ki imajo pokojnino višjo od 810 evrov, se le-ta izplača v višini 127 evrov. Torej, na nek način smo tudi tu pogledali, da je socialno pravično, na nek način je to socialni korektiv v nižjih razponih, na drug način se pa daje sicer manj, tudi v zgornjem razredu, ker so pač ti v tem delu več v preteklosti izplačali. Bi mogoče šel k naslednjemu koraku, kjer sem se prej ustavil, in sicer priprava na rebalans 2019. Mi seveda se že kar nekaj časa usklajujemo tudi v tej smeri. Nekaj postavk je še odprtih, precej postavk smo že zaprli, tako da moramo v nadaljevanju priti na finančne načrte posameznih ministrstev in še tam poiskati rezerve. Bom kar odkrito povedal, še nismo na tisti pričakovani pozitivni ničli, če se tako izrazim. Precej dela še bo, poiskati bomo morali še precej rezerv, poleg finančnega ali pa bom rekel strokovnega vidika je pa tu seveda predvsem tudi še političen vidik, v katerih delih se bomo usklajevali, v katerih delih bomo še kaj rezali. Rebalans proračuna bomo seveda sprejeli v začetku naslednjega leta
in upam, da bomo seveda v tem delu uspešni, tako da ga bomo čim prej v prvem kvartalu leta 2019 sprejeli in da bomo lahko delovali seveda kot država nemoteno tudi naprej. Hvala ministru. Vaše vprašanje na to temo, POP TV, finance. Zdaj navedam POP TV. Gospod minister Bertoncelj, ali imate vsaj okviren izračun, koliko milijonov torej manjka? Rekli ste, da imate še kar precej dela, da bo treba najti te milijone. Koliko milijonov manjka v obstoječem proračunu 2019? Torej, koliko milijonov boste morali najti z rebalansom? Govori se, da zagotovo več kot 100. Če vsaj okvirno lahko poveste, ki oziroma komu boste jemali, poleg tega, da boste popraskali po ministrstvih. Okay. Kot veste, v volilnem letu v Sloveniji ne sprejemamo proračuna, tako da obstoječi proračun za leto 2019 je bil sprejet v novembru 2017. Z osnutkom proračunskega načrta, ki smo ga posredovali v Bruselj, smo seveda na novo definirali prihodke in odhodke na, bom rekel, dokaj višjem nivoju. V tem delu nam gre gospodarska rast na roko, kot veste, je bila oziroma bo v letošnjem letu zelo visoka, tudi v primerjavi z ostalimi evrskimi državami. Temu primerno smo seveda tudi ta prihodkovni in seveda odhodkovni del korigirali. Načrt, ki je šel v Bruselj, je predvideval 0,2% pozitivnega salta v smislu merjenja z BDP-ja. Že v tem delu smo takrat dobili, bom rekel, prvo opozorilo, da moramo povečati strukturno skladnost. Včeraj, mislim, da je bilo včeraj na tiskovni konferenci, je bilo pa pravzaprav ponovljeno isto. Torej, od načrta, ki smo ga že posredovali v Bruselj in kjer so bile takrat zavedene vse zahteve, da tako rečem, prihodki in odhodki na presečni datum v oktobru, moramo vložiti dodatni napor za zmanjševanje odhodkovne strani. Kar je vlada v vmesnem obdobju sprejela, je sprejela zakon o socialno-varstvenih prejemkih, ki predvideva dodatnih 75 milijonov odhodkov za, bom rekel, najranljivejše skupine v naši državi. Tako da v tem delu smo seveda, če bi vzeli gledano v celoti in ko dodajemo seveda zahteve z koalicijskega sporazuma, to ste mi verjetno vprašali, kje bomo vzeli denar za vse to, smo na koalicijskem vrhu v ožji ali širši skupini že, bom rekel, obravnavali te zadeve, smo že poiskali precej rezerv, da se tako izrazim, oziroma mogoče bolj pravilno povedano, postavili smo si prioritete in naloge, ki jih želimo v letu 2019, ker ta del se nanaša 2019 tudi uresničiti. Kot vidite, smo v tem delu pokojnin, če se vrnem, predvideli te dve aktivnosti, tam je nekaj več na aktivnosti. Vsi izračuni, ki nam kažejo, da vseh predvidenih zadev, pa se meni zdijo, seveda, bom rekel, dobre, velikokrat seveda tudi pravične, naše javne finance v tem tako kratkem času ne zdržijo in smo seveda aktivnosti razporedili preko daljšega obdobja. Torej, na ta način bomo seveda del teh sredstev, da tako rečem, pridobili oziroma zmanjšali izdatke v naslednjem letu. Jaz sem bil v preteklih tednih v svojih izjavah, se zavedam, dokaj zadržan. Mislim, da je tudi prav, da je minister za finance zadržan, da pride in pove takrat, ko so številke znane in jih lahko povem kot eksaktne številke in potrdim. Nažalost je v preteklem obdobju prišlo tudi kar nekaj delovnih osnutkov ven in seveda delovni osnutki, pogledajte, to je bilo delovno gradivo, na osnovi katerega smo se usklajevali. Danes, ko pa smo sprejeli ZIPRS v obliki, ki ga je sicer predlagalo Ministrstvo za finance, ker se do včeraj dokončno okrog ene postavke nismo mogli uskladiti, pa smo se uskladili in jo ocenili kot ustrezno in primerno za naš okvir javnih financ, bom za to prakso in se naprej upravičujem tudi nadaljeval. Prišel bom pred vas, ko bom imel številke, ko bodo znani
pogajanj v teku ali postopkov v teku, pa žal ne morem komentirati. Mogoče jih lahko drug minister za finance, jih pa praviloma ne sme. Vsaka informacija, ki jo poda minister za finance, seveda glede številk, mora biti točna ali pa če je v nekem okviru čim bolj točno napovedana, je pa vsaka cenovno občutljiva informacija. Tako da se opravičujem, jaz imam, približno vemo ta razpon, ga pa v tem delu žal ta hip ne morem povedati, ker smo pa zdaj res v zelo intenzivnem obdobju pogajanj, usklajevanj, kako to številko oziroma to razliko, to vrzel zmanjšati in priti na pozitivno nulo. Prosim tu za razumevanje v tem delu. Vprašanje financ, izvolite na to temo. Pozdravljeni, Peter Sovdat, Finance. Jaz se opravičujem, jaz sem želela podobno vprašanje postaviti, ampak izkoriščam pa vseeno možnost za to, da me zanima, vaš državni sekretar Dragonja je prejšnji teden v državnem zboru dejal, da boste preučili možnosti za morebitno ustavitev oziroma spremembo zavez glede prodaje Abanke. Kje smo zdaj s tem, pa zakaj bi v bistvu to sploh delali? To me zanima. In, Samo eno vprašanje, se pričujem. Najprej eno, kot bomo pa naprej. Ok, prav. Kot veste, je prejšnja vlada pooblastila z sklepom Slovenski državni holding, da izvaja postopek prodaje Abanke v imenu in za račun Republike Slovenije. Tako da v tem delu bi bil pravi naslov glede postopkov Slovenski državni holding. Postopek, kot je bilo tudi predstavljeno na seji odbora za finance, teče. Do zdaj ni bilo seveda sprejete nobene druge odločitve, teče pač v skladu z rokovnikom in v skladu z prijeto nalogo, ki jo je dobil Slovenski državni holding. Je bilo pa seveda tudi rečeno, da bomo proučili. Ministrstvo za finance, seveda ne samo Ministrstvo za finance, vključno z banko, bomo še enkrat temeljito analizirali vse postavke, zamejitve, ki so bile dane, in bomo pristopili poleg te analize tudi k proučitvi pozitivnih in negativnih učinkov, ki bi kakorkoli v tem delu lahko imel takšen sklep. Seveda, ko se bomo to uskladili okrog teh, rečemo, strokovnih meril, gre za zelo kompleksne pravne in finančne analize. Šele takrat bo ta predlog obravnavala vlada in če ga bo seveda vlada obravnavala in potrdila, bomo lahko mi pristopili. Če smem, naslednje vprašanje ima Delo, pa bomo potem predlagam, da damo pač vsem možnost. Gospod minister, rekli ste, da lahko komentirate številke, pa vas bom jaz zdaj eno vprašal. Zdaj, koliko je zdaj znašala ta kupnina za NLB, to dobrih 600 milijonov, zdaj če odštejemo vse te stroške, odvetniške in druge, koliko tega denarja se je nateklo v proračun in kako ga bo vlada uporabljala? Ne vem, slišali smo tudi načrte, da bi s tem recimo gradili drugi tir, kako bo ta denar uporabljen? Kupnina je že prišla na naš račun. V skladu z dosedanjo prakso, tudi v preteklosti je bilo tako, gledajte, NLB in vse ostale privatizacije, ki so potekale, se v skladu z tem 10% kupnine nakaže na račun ali pa podračun demografskega sklada. 90% pa je namenjeno pač v skladu z SDH in tudi namenom za zmanjševanje javnega dolga. Torej 90% kupnine bo šlo za zmanjševanje javnega dolga. Za ostale investicije ne, imamo pa bilanco B in bomo v okviru tega reševali. Tega Slovenija ima vprašanje. Ja, Vesna Zadravec. Jaz bi vas vprašala glede nepremičninskega davka. Že kar nekaj tednov se je to zavleklo. Zanima me, kdaj bomo ta predlog, oziroma kdaj bo ta predlog predstavljen poslancem. Zakon o davku na nepremičnine se vleče že iz leta 2010, če se prav spomnim. Tako da že kar nekaj vlad je poskušalo z tem predlogom. Dejstvo je, da mi ta zakon potrebujemo. Kot sami veste, je polovica občinskih odlokov o NUSZ pravzaprav neustavnih, nezakonitih, torej tudi že z tega vidika moramo zadevo urediti. Vlada je, bom rekel, Ministrstvo za finance in seveda tudi Ministrstvo za okolje in prostor, to je skupni
projekt, če tako rečem, nemudoma pristopilo. Mi smo si zastavili po ponovnem pregledu, zdaj da rečem v najkrajšem obdobju, 2 aktivnosti, ki jih želimo narediti. Ena je, da damo najprej možnost stroki, da se do tega opredeli. Kot veste, je vlada imenovala, mislim, da je 23 članski strokovni svet, ki je sestavljen iz strokovnjakov za vrednotenje nepremičnin in tako naprej, iz predstavnikov različnih ministrstev in predstavnikov občinskih združenj. Zakon oziroma prihodki iz tega naslova, pobranje davka iz naslova nepremičnin, bodo prihodki občin, na tem se vztraja. Vse ostale, pogledajte, strokovne podlage, 3 ključne so podlaga, stopnje in seveda izjeme oprostitve, so pa zdaj plod razprav na strokovnem svetu. Tako da jaz bi v tem delu, kar sem večkrat že poudaril, dal najprej čas stroki. Mi smo takrat opredelili približno 2-mesečni rok, če bojo potrebovali več časa, nič hudega, upam, da ne bistveno več, ampak kot prvo rabimo strokovne podlage, torej dajmo najprej mesto strokovnim podlagam, da se te uskladijo, ko bo pa stroka usklajena, smo pa itak predvideli 2-mesečno javno razpravo, najširšo javno razpravo, v katero se lahko vključijo vsi deležniki. In seveda takrat bi pravzaprav bil čas, ko bodo strokovne podlage usklajene na strokovnem nivoju med ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in s predstavniki stroke, torej iz te panoge, pa bo 2-mesečna javna razprava, kjer se bo pač izkristalizirala stališča ali se usklajevala stališča, karkoli že bo potrebno. Glejte, v tem delu nas, bom rekel, kako bi te imenoval, je res nastal vihar v kozarcu vode glede tega, in imamo zdaj na mizi, bom rekel, zelo veliko predlogov, mnenj, stališč, največ pravzaprav iz tega naslova je iz naslova oprostitev izjem, tako da vse različne sugestije, ki sem jih jaz do zdaj slišal, so bile v smislu različnih oprostitev. Razprave, ki sem jih slišal, ali predloge v javnosti tudi okrog neke enote davčne stopnje, kar predlaga IMF, mislim, da to za naš čas, naše okolje v tem trenutku ni sprejemljivo. Bi pa rad poudaril nekaj, mogoče samo ključnih postavk, da povem, da ne bo nejasnosti. Mi za tem zakon kot prvo želimo urediti neustrezno, velikokrat nezakonito stanje na tem področju. Zadeva se že predolgo vleče se že 8 let in imamo trdno voljo, da to zapremo čim prej. 2, za segment prebivalstva želimo zadevo tako urediti, da se ne bo povečalo breme iz tega naslova za prebivalce. Ker so pa določene anomalije v sistemu, pa lahko pride do nekih sprememb pri posameznih prebivalcih na posameznih območjih. Ampak v smislu agregata, kot mi pogledamo, ne bo za prebivalstvo dodatnih obremenitev. V drugem segmentu gospodarstva pa zaradi ureditve stanja pričakujemo celo rahle pozitivne učinke. Kot veste, so v posameznih občinah razlike tudi do 100-krat in to pa res ni primerno, to moramo urediti. Tako da bomo šli v to zadevo, da to uredimo. Vse ostale zadeve so pa, pogledajte, še vedno odprte. Vsekakor se bomo potrudili, da bomo na tem delu temeljiti. Mi si ne želimo, Ministrstvo za finance si ne želi, da bi bil predlog zakona ponovno obravnavan na sodiščih ali na ustavnem sodišču. Vsekakor bomo se potrudili, da bo pripravljen ta zakon in mislim, da bo po najširši javni razpravi, ki bo skladen z slovensko zakonodajo. Ampak kdaj, minister? Vprašanje bo kdaj? Kdaj bo v državnem zboru predstavljen ta nepremičninski del? Če bomo lahko te zadeve peljali in če bo seveda tudi politična volja, potrebujemo 2 meseca za strokovne razprave, 2 meseca za javno razpravo, potem bo pa se to nadaljevalo z proceduro, kar pomeni, da bi to moralo biti, če imam prav mesec v mislih, nekje maja, in seveda, če to ujamemo ta rok, in naš cilj je, da ga ujamemo, potem lahko stopi zakon v veljavo z 1.1.2020. Če ne se zamakne za 1 leto, kot veste, to je pa zakon, ki se ureja z pričetkom posameznega tekočega koledarskega leta.
Tako, hvala lepa ministru, nadaljujemo. Lahko samo pod vprašanje. Zadnje vprašanje, če se Izvolite, izvolite. Ja, vi ste sami prej rekli, da ste zelo konzervativni, a ne, pri vaših izjavah. Ne. Glede na to, da postopek prodaje Abanke že teče, ne, mislim, kako pa to, da dovolite državnemu sekretarju, da tako cenovno občutljive informacije daje na trg, kot je ustavitev prodaje, postopka prodaje. Se ne bojite, da bo učinek zelo podoben kot pri prodaji drugega državnega premoženja, da se bo tako samo nižala kupnina in tudi, ne, kar se tiče spremembe zavez, ne, potem spet pridemo tako, kot pri NLB-ju, ne, se vi ste bili sami v SDH-ju, v bistvu v čas fire sale, ne, ki tudi manjša pričakovano kupnino, ne. Kako pa v bistvu to pustite? Mislim, vem, da je to pač politično vprašanje, ampak ne, vi bi pa mogoče kot finančni minister vseeno mogli za malo več previdnosti pri tem poskrbeti. Hvala za vprašanje. Zdaj moram povedati, da državni sekretar Metod Dragonja tistih številk, ki so bile nekje na nekem portalu objavljene, ni izjavo, ne, okrog tistih številk, ne, saj kakor je meni znano in je podal potem demanti, kakor vem, na to zadevo. Kar se pa tiče postopka, pa je na tej seji odbora tudi jasno povedal, da postopki tečejo dalje. Torej, postopki, kar se mene tiče, tudi ta hip tečejo dalje. Seveda pa imamo vedno možnost, ne, da mi proučimo, jaz sem govoril o ukrepu, da bomo analizirali te postopke, ponovno pregledali in če bomo ugotovili v tem postopku kakšne možnosti, ne, pravne, potem bomo šele pripravili predlog in šele takrat bo šel na vlado. Ne. To je mnogo veliko, če ne. Ja. 36. 36. To je 8 mesecev od danes. Ne. Tako da, poglejte še enkrat, postopek teče, kar se tiče postopka, mirno se obrnite na Slovenski državni holding, on vodi ta postopek, mi bomo pa na naši strani samo kot, bom rekel, skrben gospodarstvenik pogledali, če se da, če se sploh da v tem segmentu, v pravnem segmentu, karkoli še postoriti. Poglejte, mi s tem delom še pričeli nismo. Še zadnje vprašanje TV Slovenije na proračun. Samo eno pojasnilo, me samo zanima, glede teh, ki ste rekli, povprečnina pa letni dodatek za upokojence, me samo zanima, se pravi, na drugi strani boste pridobili samo z indeksacijo. Kje ste dobili ta denar, če sem vas pravilno razumela, odkot ste v bistvu to povečanje pokrili, na kakšen način ste to povečanje pokrili? To me samo zanima. Povečanje 18, oziroma za povprečnino mislite? Povprečnina, letni dodatek, vse to, kar ste imeli z ZIPRO. Ja, povečanje povprečnine za, koliko je bilo evrov, vem, da je 32,5 milijona evrov, se bo pokrilo iz državnega proračuna. Z drugega naslova se tudi ne more in s tem se seveda potem zapre, rečemo temu, občinska blagajna. Kar se tiče pokojnin tega dela, ne, določen del predhodnih se seveda pokriva, ne, v pokojninski blagajni vemo, da se pokriva iz davkov in prispevkov. V trenutni situaciji imamo ugodno klimo, imamo konjunkturo, se seveda nabira bistveno več prispevkov in davkov in je v tem primeru potrebno razliko pokrivati v manjši meri iz državnega proračuna. Kot veste, pokojninska blagajna nikoli nima viškov, ne, ima vedno nulo, razliko pokrivamo. In seveda v celotni zgodovini nismo še nikoli imeli plusov v pokojninski blagajni, ampak smo to pokrivali razliko iz državne blagajne, ki se nam je v tem delu seveda pri ugodni gospodarski rasti nabralo več, bo tudi v tem delu za pokrivanje potrebno manj, da bo negativna razlika, ampak seveda razlika do tega dela bo prišla v tem delu, kar bo zmanjkalo samo iz državne blagajne. Ne boste pa nikomur vzeli? Ja, vse to je bil naš cilj, da nič ne jemljemo. Poglejte, tudi v tistem delu zakonsko-socialnih prejemkov smo se držali tega, da nismo hoteli jemati in smo držali naprej. Pri indeksaciji ravno tako nobenemu ne jemljemo, samo poveča se ne za tisti odstotek ali 2 inflacije. V tem delu ravno tako nobenemu ne jemljemo. Ne. Na lansko leto, recimo pri letnem dodatku,
Zato je bila mogoče tudi nesporazum, pri kje mi povečujemo to za 18 milijonov. Tako, če ni več vprašanj, hvala lepa ministru. To ni bila današnja tema vlade. Samo če lahko komentirate včerajšnjo napoved oziroma včerajšnjo objavo sinteze, da bo tožila SDH zaradi prodaje Ljubljanske banke zaradi prenizko postavljene cene. Zelo težko to komentiram, ne. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala ministru. Nadaljujemo z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Naj najprej izrazim zadovoljstvo, da bomo uspeli z novim letom praktično odpraviti vse varčevalne ukrepe na področju družinskih transferjev ter transferjev posameznikov in pa gospodinjstev. Moram povedati, da so bila pogajanja zelo intenzivna in sem vesela, da je na koncu minister za finance ter seveda tudi vlada prisluhnila našim argumentom. Z novim letom se tako v celoti sproščajo otroški dodatki in pa štipendije, to dodatno pomeni približno 9.000 dodatnih štipendij. Dodatek za veliko družino ostaja in ne bo več vezan na cenzus. To pomeni, da postaja univerzalna pravica in teh bo dodatno podeljenih približno 4.000. Porodniška nadomestila ne bodo več omejena na 2-kratnik povprečne plače, ampak bodo 2,5-kratnika, kot je bilo to pred sprejetjem varčevalnih ukrepov. In to, kar je tudi zelo pomembno, po 6 letih bo porodniško nadomestilo ponovno 100% in ne 90%, kot je to veljalo zadnjih 6 let. Moram seveda posebej poudariti, kot sem to poudarila tudi pri sprejetju zakona o socialno-varstvenih prejemkih, da bomo pregledali ponovno vse mehanizme podeljevanja vseh teh transferjev, tako da bodo do njih upravičeni tisti, ki jih zares potrebujemo oziroma da na tem področju ne bo prihajalo do zlorab. Na koncu bi tudi rada še sporočila, kar se tiče zakona o izvrševanju proračuna, da bomo zagotovili še 10 dodatnih zaposlitev za potrebe inšpektorata za delo v skladu z napovedanem boju proti prekarnosti. Želela bi tudi povedati, da je vlada danes sprejela načrt izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, in sicer ki je pripravljen na podlagi 2 dokumentov, sicer na podlagi smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2016 in do leta 2020 in na podlagi proračuna za leto 2019. Za aktivno politiko zaposlovanja bo tako za leto 2019 na voljo približno 91 milijonov, od tega 56 milijonov evropskih sredstev oziroma natančneje sredstev Evropskega socialnega sklada, 35 milijonov pa iz integralnega proračuna. S temi programi aktivne politike zaposlovanja predvsem rešujemo strukturne težave trga dela. Ciljne skupine tukaj, ki jih poskušamo zajeti, so dolgotrajno brezposelni, mladi, starejši in pa osebe z nizko izobrazbo. Če mogoče povem konkreten primer, imamo na eni strani mlajšega brezposelnega moškega, na drugi strani podjetnika, ki potrebuje šoferja tovornjaka. S temi programi bomo seveda temu mlademu moškemu omogočili, da bo lahko naredil izpit za tovornjaka, na drugi strani bo pa podjetnik dobil kader, ki ga tudi potrebuje. Ocenjujemo, da bo v te programe aktivne politike zaposlovanja vključenih približno 35.000 zaposlenih. Skratka, na trg dela poskušamo vključiti čim več dolgotrajno brezposelnih, mladih, starejših. Centri za socialno delo in pa uradi za delo že imajo moja stroga navodila, da je pomemben vsak brezposelni, vsak starejši in da je potrebna individualna obravnava vsakega posebej, zato da pridobijo znanja in pa veščine, s katerimi jim bomo lahko povečali zaposlitvene možnosti. Na koncu bi tudi še rada povedala, da smo zelo zadovoljni, da so se uspešno zaključila pogajanja z sindikati in da je tudi finančni okvir takšen, ki ga je nekako predvidevala tudi že prejšnja vlada pod vodstvom dr. Mira Cerarja, kar pomeni, da je tudi finančno vzdržen. Hvala. Hvala ministrici za uvodne besede. Kakšno vprašanje na predstavljene točke?
Izvolite, STA, seveda iz področja dela, ministrica. Ja, Tadeja Vrtovec, STA. Mogoče glede odmernega odstotka za pokojnine. Se boste lotili tega zakonskega predloga, kot je predvideno tudi s koalicijsko pogodbo in so že nekatere zakonske pobude tudi v državnem zboru, sicer iz opozicije. Boste pripravili ta zakonski predlog za dvig ali ne? Ja, tako dvig odmernega odstotka predvideva tudi koalicijska pogodba, gre za koalicijsko zavezo. V skladu s tem bomo mi pripravili v naslednjih mesecih tudi ta predlog zakona, ki ga bomo pa seveda morali uskladiti tako z socialnimi partnerji in pa tudi širšim družbenim konsenzom in takoj, ko bo pripravljen, bo tudi dan v javno obravnavo. Izvolite, TV Slovenija. Eno vprašanje, mogoče nisem najbolj razumela prej finančnega ministra, a se določeni ukrepi, varčevalni ukrepi, a se podaljšuje, odmika oziroma postopno odpravljajo, a je tudi na ta račun se bo privarčevalo kaj denarja? Na katerih področjih govorimo o vaši politiki, ne? Na področju dela? Kot sem povedala, na področju družinskih transferjev ter transferjev posameznikov in pa gospodinjstv se seveda odpravljajo vsi ti transferji, katere sem naštela, oziroma se seveda odpravljajo vsi varčevalni ukrepi. Ostaja samo še indeksacija. Kot je že povedal finančni minister, to pomeni usklajevanje skupaj z inflacijo. S tem ukrepom, kot je tudi poudaril minister, ne jemljemo nikomur ničesar, poskušamo pa seveda nekako vse te transferje uskladiti v skladu s finančno vzdržnostjo. Če ni več vprašanj, se zahvaljujem ministrici. Hvala lepa. Tudi vam in vam želim še naprej